Zdaj mi morate najprej povedati, koliko časa se že ogrevate. Že od 7 ure. Ja, jaz sem mislil, da je ob 8. Mi ni nobeden rekel, da ste spremenili uro. In sem imel mašo v Šmarjah, tako da jaz sem se tudi ogreval že pri Jezusu. Dobro, se bomo pa zdaj še en malček skupaj. Očitno je bila Božja volja, da počakate in da ne uidete. Pa bomo prebrali odlomek iz Evangelija, ki smo ga slišali v nedeljo. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Ko je tisti čas Jezus se odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Jezus mu je odvrnil: Kaj mi praviš, da sem dober? Nihče ni dober, razen enega Boga. Zapovedi poznaš: ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, ne goljufaj, spoštuj očeta in mater. Rekel mu je: Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti. Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: Eno ti manjka. Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim. In imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženje. Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo. Učenci so se čudili njegovim besedam. In Jezus je vnovič spregovoril: Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo. Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor pride bogataš v Božje kraljestvo. Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: Kdo se potem more rešiti? Jezus se je ozrl vanje in rekel: Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu. Kajti pri Bogu je vse mogoče. Peter pa mu je začel govoriti: Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Jezus je rekel: Resnično povem vam, nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi Evangelija zapustil hišo, ali brate, ali sestre, ali mater, ali očeta, ali otroke, ali njive, in ne bi zdaj v tem času skupaj s preganjani prejel 100-krat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje. To je Kristusov evangelij. Tako se mi zdi, da je ta lepi evangelij vreden, da ga človek si večkrat vzame k srcu in da ga premišljuje, tako kot celotno Božjo besedo, ki smo jo slišali v nedeljo. In kolikor sem jo jaz razumel, nam govori o tem, kaj pomeni biti moder. Že v prvem berilu smo slišali, kako je Salomon molil k Bogu in v bistvu prosil Gospoda, da bi mu dal modrost, da bi mu dal preudarnost. In pravi potem, je dragocenejša kot vse ostalo. In ko sem razmišljal o tem, kaj je
kaj je pravzaprav modrost? Modrost je v bistvu dar, da znamo živeti, da znamo biti. Ne gre toliko za imeti, ampak gre za to, da najdemo harmonijo svojega življenja. In mislim, da se je celotna ta Božja beseda govori o tej modrosti, ki ni samo za to življenje, ampak gre tudi v večno življenje. Kako naj živimo to življenje na zemlji, kako naj se obnašamo, da bomo tudi dosegli večno življenje. In potem nam je bilo dano drugo berilo, morda se še spomnite, meni je to ostalo tako močno v spominu, to berilo, ker ga je na vsaki birmi, ko sem bil tajnik, je škof Metod skoraj vedno uporabil to misel. Božja beseda je kakor dvorezen meč. Pride do srca in duše in razločuje, zareže do ločitve duha in duše, sklepov in mozga in presoja vzgibe in misli srca. In to je rad ponavljal, da je živa in dejavna Božja beseda. In Božja beseda je beseda Boga, je beseda Svetega Duha. In če jo sprejmemo, če jo vsrkamo v sebe, če jo premišljujemo, če jo kot Marija ohranimo v svojem srcu, potem je ta Božja beseda pravzaprav tista, ki me vodi skozi življenje. Mi je ta teden en gospod, ma ne duhovnik, en gospod tako poslal po mailu eno sporočilo in rekel, bi rad vaše mnenje. A meni tudi govori Božja beseda. A jaz to, kar razmišljam o Božji besedi, in je napisal na 4 strani razmišljanja in različne citate iz Svetega pisma, ali nisem prav siguren, je napisal, ne vem, če mi govori. In potem sem jaz tisto bral in razmišljal, ampak sem mu napisal, bodi brez skrbi. Tudi tebi govori Božja beseda. Božja beseda govori vsakemu izmed nas. In včasih dvomimo, da nam ne govori, ampak nam govori vsem. In vsakemu mal na svoj način. Se spomnim, kako je en župnik si tako vse označil v pridihi in je potem na koncu obrni list imel napisano. In je obrnil list in s to potjo še rekel, obrni list, ne, v življenju. In ena gospa mu je potem po maši, jo je rekla, tako me je danes se dotaknila vaša pridiha. Jo je rekel, in kera je bila tista ključna misel? Ja je rekla, najbolj se me je dotaknilo, ko ste rekel, obrni list. Ker jaz sem rabila, da obrnem list v svojem življenju in da grem naprej. Evo, meni včasih kakšen reče, joj, gospod, tako ste lepo pridal, to je zdaj tako. Po jaz zmeraj rečem, in kaj je bilo tisto lepo? Ma vse je bilo lepo, figo, po nisi poslušal, če tako rečeš, ne. A kakšni pa tudi rečejo in povejo, in jaz tako modro molčim in si mislim, wow, tega jaz sploh nisem mislil. Ampak vem, Božja beseda deluje vsakega izmed nas in vstopa v naše življenje, v našo konkretno situacijo. In tako je vstopila Božja beseda tudi v situacijo tega mladeniča, ko smo slišali. In tako jaz se ga kar predstavljam, nekdo, ne Luka pravi, da je mladenič, sej tukaj ni prav, tukaj pravi nekdo, je prišel, se je zrinil skozi množico direktno pred Jezusa, na kolena tam pred njega, Gospod, kaj naj naredim, da dosežem večno življenje? In to vprašanje je pametno, to je modro vprašanje, ne? Smo rekli, modrost je, kaj naj naredim, da dosežem večno življenje.
In to se tudi mi moramo večkrat vprašati pred Gospodom. Ne? Dober učitelj, mu je celo rekel, pa ga je Jezus hitro malo skoliral, bi danes rekli. Kdo je dober? Kako pa veš, da sem dober? Dober je samo Bog. Resnično dober. In to včasih ljudje pozabimo. In ker se bojimo, da Bog ni dober, da mogoče je malo tako, že od raja naprej, Adam in Eva, ja, pa kaj pa če, ne? Če pa kaj pa, in povrata tisti dvom in konc. Ne zaupaš več popolnoma. In ne zaupaš več besedi, ne zaupaš več Svetemu Duhu. In pole plužiš in ružiš po svoje. Ne? Po pa kar tako. In se namesto, da bi bil z Gospodom, se začneš zanašati na imeti. Na to, kar imam. Tu mi bo še malo več, pa bom srečen, pa bom siguren, pa bom varen. Pa imaš tisto, pa ti spet nekaj manjka. In skozi ti nekaj manjka. Ne? In tukaj je Jezus šel prav v ta problem. Ne? In je rekel, ta prva stvar je rekel, v redu. Poslušaj Božjo besedo, poslušaj zapovedi, živi po njih. In pravi mladenič, ja, jaz tu že delam. Krasno. Pa mu jih še našteje. Tudi mi bi si morali večkrat ponavljati, da ne bi pozabili. Se spomnim pred leti, ko so v Vatikanu intervjuvali gospode. In so rekli, scusa padre, mi puoi dire che cosa dice il quinto comandamento? Kaj pravi peta Božja zapoved? Ni vedel, kje je peta. Je rekel, ma io non sono italiano. Ma ti, je rekel, ti lahko rečem tudi po angleško, ne? Ja. Včasih še gospodje ne znajo. Jaz sem tudi potem enkrat takoj testiral enega bogoslovca, jih tudi ni spravil vseh 10 skupaj. Ne? Ja. Ali pa kakšenkrat pri krstu vprašal, ne, tam obljubite pri krstu, starši obljubijo, da bodo svoje otroke vzgajali, da bodo spolnjevali Božje zapovedi. Rečem, odlično, zdaj ste rekli ja, no zdaj pa še povejte katere. Ne. In pomagam, rečem, ne pomagajo še stari starši, pa botri in po nazadnje celotna cerkev in po skupaj še rata. Ne. Ampak tako, ne. In ta mladenič je pa takoj vedel, se pravi, se je držal tega. In to je, in zaradi tega bomo dosegli večno življenje, tudi že zaradi zapovedi. Ampak potem imamo še en večji izziv. In ta izziv mislim, da je za nas vse, za vse ljudi, ne samo za bogataše, ko pravi tukaj. Ne. Če hočeš biti popoln in če hočeš biti moder in če se hočeš rešiti, da te ne bo to, kar imaš, držalo v krempljih, potem se osvobodi od tega. In to je pa zelo težko. Pravi, lažje bo šla kamela skozi šivankino uho, kot da se to zgodi. Ampak brez Boga je to nemogoče. Ampak pri Bogu pravi pa vse mogoče. In jaz verjamem, in tukaj se mi zdi zelo pomembno, z Bogom in v veri nanj rata tudi ta drža mogoča. In so jo mnogi svetniki naredili. In je izziv vedno tudi nam. To ne pomeni, da bomo zdaj brez vsega. Je prav in modro je. Modrost pravi tudi posodi in daruj drugemu toliko, kolikor veš, da lahko, da ne boš pogrešal. Ne mu da tudi tiza, da boš potem šel mogel, če ti prositi za pomoč. Ampak od tiza, kar ti imaš v rezervi, ma ne boš nikoli rabo. In tisto bo ti vastalo, ali pa boš zapustil. Ne? In ni modrost v tem, da ne vem, kako zapravljaš. Modrost je, da normalno živiš. Se tudi jaz včasih rečem, se tudi v neki ima ne vem koliko milijonov in ga vidiš tam na televiziji, več kot en hašnicel na en mal pomfrija ne more pojezati vsi. Če bi 30 ali pa 50, bi zbolel. Ja, ne gre. In za življenje rabiš vsak dan, kot Jezus pravi, ko nas je naučil moliti, Očetu, daj nam danes naš vsakdanji kruh. Nam je pa Bog včasih in temu mladeniču je dal veliko več.
In to je lahko izredna priložnost tudi za naše krščansko življenje. Da iz tistega, kar in določeni ljudje imajo resnično več kot rabijo. In tisti ljudje so poklicani, da to delijo in s tem lahko naredijo ogromno dobrega. Ampak ni lahko to. In to je en tak velik izziv. Tudi ta mladenič tega ni zmogel. Mu je upadel obraz, je rad žalosten. Ampak iz takega, tudi če začnemo zelo majhnega darovanja, se rojeva čudovito veselje. Jaz imam na škofiji tam na vratih, popoldne sem navadno sam na škofiji, vsi grejo kam, jaz imam zdaj noga, me malo boli, pa sem skozi tam, pa pridejo, pa pozvonijo, berač, pa ta, pa oni, pa ta tretji. Včasih me ima, da bi se naredil, da ne slišim zvonca. A se bo šel? Pome tako noter gricka tam, ko gledam Jezusa in pravi, ti veš, da jaz sem tam zunaj, ne? Jaz sem tam zunaj. Prav sem tako malo zgledam Bogi, ma sem jaz. A ti dajo zdaj, zakaj ti daješ njemu? Zaradi njega ali tudi zaradi mene? In zdaj sem se odločil, ne samo, da mu dam, se ne dam dosti, ma nekaj dam, se za njega je dosti. Mislim, njemu je v veselje, ampak sem rekel, jaz ga povabim noter in se z njim potem pogovarjam. In mi je rekel, zdaj je en dan je rekel, veš kaj je rekel? Ne samo to, da si mi dal, ampak to, da si me sprejel kot človeka in da se tukaj zdaj z mano pogovarjaš, da si vzel čas. Rekel, tega se ne da kupiti. In mi je bilo tako lepo in bi rekel, ena stvar od nič, ne. Sem rekel, pridi en kapučino. In sem zvedel tako lepo njegovo življenjsko zgodbo in vse. In tako, in tega rabimo. In tukaj se mi zdi, da to je ta izziv, če hočeš biti malo več kot samo od tizalih, kar je mus. In ne bom vas danes zadrževal, sem prejšnjič dosti govoril, ampak samo ob tem današnjem oziroma nedeljskem evangeliju sem se ustavil, potem tudi sam se, to sem tudi potem nedeljo, kjer sem bil pridihal, ob prvih 2 točkah apostolske spodbude evangelsko veselje od papeža Frančiška. To je bilo v bistvu en njegov prvih dokumentov, s katerimi je nekako nakazal smer, kako vidi prihodnost cerkve. Mogoče verjamem, da ste to že prebrali, ampak se mi zdi zelo pomembno tudi v povezavi s tem današnjim evangelijem. Naslov temu apostolski spodbudi je dal evangelsko veselje, kako se rojeva v nas evangelsko veselje. In prav prva točka, se pravi uvodna misel, pravi takole. Evangelsko veselje napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo s Kristusom. Iz srečanja s Kristusom, z njegovo besedo, z njegovim zgledom, s tem, da nam postane živ, iz tega ven se rojeva evangelsko veselje. In pravi naprej. To so tisti ljudje, ki pustijo, da jih Kristus odreši greha, žalosti, notranje praznine, osamljenosti, pa tudi navezanosti, strahu, kaj bo, kako bo. Z Jezusom Kristusom se rojeva in oživlja veselje. In zato pravi, v tej spodbudi se želim obrniti na vse vernike, da bi jih povabil k novi stopnji evangelskega oznanjevanja, ki je zaznamovano s takšnim veseljem. Hkrati pa želim s tem pokazati, kakšna je pot cerkve v prihodnjih letih.
Jaz mislim, da v njemu, v papežu, imamo vsi en velik zgled in vidimo, da njemu to uspeva. In prav ta njegova normalnost, preprostost, enostavnost je tista, ki nas vse prepriča, ker to on živi. In druga stvar pravi, v drugi točki pravi pa, velika nevarnost sedanjega sveta je, da svojo mnogovrstnostjo in neznosno ponudbo potrošnje nam stalno ponuja, nam je samoljubna žalost. In tukaj noter se ulovimo, ker še to moram imeti, pa bom srečen. In slišiš in vidiš toliko reklam in tako, in po včasih, kakšen prej v trgovino niti ne ve, kako se tistmu reče, reče tisto, veste, iz une reklame, tisto pravijo, da samo še tisto rabim, pa bom srečen. Pravi, s to neznosno potrošnjo smo pozabili pravzaprav, kaj rabimo in kaj je potrebno in kupujemo stvari. Pravi papež, da živimo v kulturi odpadkov, v kulturi, ko imamo vsega preveč na nek način. In iz tega pravi lagodnega in počasi tudi skopuškega srca in iz bolestnega iskanja površnih užitkov se rojeva žalost. Kadar se notranje življenje zapre v lastne koristi, ni več prostora za druge, ni posluha za uboge, neposlušnosti več Božjemu glasu. Ne uživamo več blagega veselja in njegove ljubezni, ne utripa navdušenja za dobroto. Tudi verujočim preti ta resnična in trajna nevarnost. Mnogi zapadajo vanjo in postanejo užaljeni, nezadovoljni in brez življenja. To ni izbira dostojnega in polnega življenja. Bog nam tega ne želi. To ni življenje v duhu, ki priteka iz srca ustalega Kristusa. In nekaj takega se je zgodilo tudi s tem mladeničem, zato je bil žalosten. Mi pa tukaj na prenovi in vi še bolj ste danes bili bolj pridni, kličete Svetega Duha. In zato v vas je življenje in veselje. In da vas vse Bog blagoslovi in poneste to življenje in veselje tudi v ta teden in prihodnji teden in vse tedne vašega življenja.